Minulo soboto je ob 22. občinskem prazniku občine Tišina v prireditvenem šotoru ob cerkvi potekala slavnostna seja občinskega sveta občine Tišina. Na 22. občinskem prazniku občine Tišina so se spomnili vseh občank in občanov, ki so s svojim načinom dela, dosežki, uspehi in dolgoletnim udejstvovanjem pripomogli za doprinos k prepoznavnosti in razvoju občine Tišina. Slavnostno sejo je otvoril in nagovoril župan občine Tišina Franc Horvat. Mnogo je še potreb in še več želja po investicijah po naših vseh, ki pa bodo odvisne od realizacije prej omenjenih prioritet, od razpoložljivih razpisov države in Evropske unije, ter še najbolj se nadejamo posluha vlade Republike Slovenije glede višine povprečnine občin in višina sofinanciranja občinskih investicij strani države. Na današnji dan, točno pred 6 leti, prav tako praznovanega občinskega praznika, nedaleč stran na vašo desno, sem izrekel eno obljubo, in sicer, da bomo pridobili še eno koncesijo za družinskega zdravnika v zdravstvenem centru na Tišini. Danes lahko s ponosom potrdim, da smo obljubo izpolnili in še več. Do danes smo pridobili 1,5 koncesijo družinskega zdravnika v zdravstvenem centru na Tišini. Ampak vse to in prej naštete zaključene investicije v teku, urejena okolica, vzdrževalna komunalna infrastruktura ter pripravljene projekte za prihodnost niso samo rezultat dela župana, ampak tudi odraz dela in zavzetosti odlične ekipe sodelavk in sodelavcev iz občinske uprave, režijskega obrata ter sodelavk in sodelavcev iz javnih del. Vsem vam velja moja osebna zahvala za vso opravljeno delo. Danes bomo tudi podelili občinska priznanja. Letošnji nagrajenci v občinskem prazniku ste ljudje, ki ste svojim delom in karizmo zaznamovali naš prostor in ponesli ime naše občine širom domovine in tudi tujine. Naj vam bo letošnja nagrada spodbuda za naprej, cenjeni slavljenci, in hvala vam za vaš doprinos k razvoju naše občine. Iskrene čestitke v mojem imenu in imenu občine Tišina. Preden končam svoj nagovor, pa bi se rad zahvalil vam, spoštovane občanke in občane občine Tišina, za vso vašo podporo, ki ste mi nudili v tem mandatnem obdobju, za vaš pozitiven odnos, za vaše razumevanje, saj je bilo tako moje delo župana lepše in lažje peljati. Obenem se ob koncu mandata zahvaljujem tudi članicam in članom občinskega sveta občine Tišina, nadzornemu odboru občine Tišina, predsedniku in članom vaših odborov ter ostalih delovnih teles na korektno sodelovanje in pomoč pri uresničevanju zastavljenih ciljev in projektov za dobrobit in razvoj naše občine. Spoštovane občanke in občani občine Tišina, iskrene čestitke ob 22. občinskem prazniku občine Tišina. Na začetku današnjega odgovora sem dejal, da je po mojem mnenju še najhujša kriza vrednot. Obdobje epidemije COVID-19, vojna v Ukrajini, nenormalni dvigi cen so to krizo vrednot še poglobili. Lahko bi še na dolgo in široko opisoval, kaj je narobe. Menim pa, da je vsem tem krizam skupno ena, namreč pomanjkanje kulture. Kulture odnosov, kulture spoštovanja, kulture razumevanja, kulture strpnosti, kulture komuniciranja, kulture razuma in pomanjkanje še katere. Mogoče pa lahko v kulturnih predstavah, kot smo imeli danes v programu, ki so jo pripravili članice in člani Kulturno-umetniškega društva Tišina, ponovno poiščemo vse te vrednote, ob kateri se je ravnokar govoril. Hvala za vašo pozornost in lepo skupno praznovanje še naprej. Priznanja so podelili za dosežke v letu 2021. Zahvalno listino so prejeli Tlakovanje Gomboc, ki že z več kot 40-letno tradicijo deluje na trgu gradbeništva. Zahvalno listino prejme Tlakovanje Gomboc d.o.o. Priznanje občine sta prejela Jasmin Kukec, ki je pri svojem delu pomagal za vključevanje občine Tišina v projekte za razvoj, in Žiga Škalič, ki je na mednarodnem tekmovanju v hitrem računanju na pamet osvojil bronasto priznanje. Priznanje občine prejme Žiga Škalič.
Župan je svoja priznanja letos podelil zlati maturantki Piji Kuhar in zlatemu maturantu Maticu Sečku. Priznanje župana prejme Matic Sečko. Županovo priznanje je za trud in delo pri večji prepoznavnosti občine izven meja prejel tudi Ernest Ebenšpanger. Gospod Ernest Ebenšpanger je bil več kot 24 let na čelu ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. V vseh teh letih aktivnega in predanega ter vestnega dela v upravi ustanove je skrbel, da je bilo vedno poudarjena aktivna vloga občine pri delovanju ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. Svojo povezanost z občino Tišino kot rojen Tišinčar je gospod Ernest Ebenšpanger ohranjal tudi skozi celotno delovanje v upravi ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. Pri vodenju ustanove, ki je letos praznovala že svojo 26. obletnico obstoja, se je vseskozi trudil, da se je ime občine Tišina mnogokrat pojavljalo ob njenem bogatem delovanju. Naj si bo to ob obiskih in druženjih Slovenci v zamejstvu, veleposlaniki različnih evropskih držav ali pa ob udeležbi drugih visokih gostov ustanove v vrtu spominov na Petajncih. Gospod Ernest je bil pri vodenju ustanove ob srečanjih in obiskih visokih gostov zelo rad izpostavil, da je rojen v občini Tišina, ter se je vseskozi trudil, da bi domačo občino predstavil kar največjemu krogu ljudi, tako doma kot izven meja naše domovine. Naziv športnika leta je prejel član nogometne šole Mura Žiga Kovs, najboljša športnica pa je postala disco dance plesalka Živa Horvat. Drugo nagrado za najšportnico leta pa je prejela aktivna članica atletskega kluba Pomurje Natalija Pavlinjek. Najšportnik občine Tišina za leto 2021. Prvo nagrado prejme Žiga Kovs. Najšportnica občine Tišina za leto 2021. Prvo nagrado prejme Živa Horvat. Drugo nagrado prejme Natalija Pavlinjek. Slavnostno sejo je zaznamoval tudi bogat kulturni program, na katerem so nastopili pevska skupina Prekmurci in kulturno-umetniško društvo Tišina. Zemlja prekmurska, prijazni moj svet, duša mi poje, ko vračam se spet, tu sonce nam toplo žita zlati, mak pa veselo med klasjem zori. Na gričku za hišo je venec goric, zeleni gozdovi in
Prek morje rodno si, dragi moj dom, srčno navezan živel na te bom. V soncu in senci bom tu domoval, ljubil te zemlja in te varoval.